Sledeči program je bil posnet s pomočjo prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer. Vera nima nič opraviti s tem, kar vidimo ali kaj čutimo. Vera je nekaj v notranjosti našega srca in pravi: Bog je dober, Bog drži svojo besedo in če Bog pravi, da bo to storil, potem verujem, da bo On to storil. Ne zanima me, kaj vidim ali čutim, kaj drugi pravijo ali kako dolgo bo trajalo. Brez vere je nemogoče ugajati Bogu in tisti, ki pridajo k njemu, morajo verovati. Rada imam ta del besedila. Kajti on je pravičen plačnik. Wow. Ni samo to, da je, ampak je dober. In on hoče biti dober do vas. Brez vere mi ne moremo sprejeti Božjega načrta za naše življenje in hoditi v njem. Zato mu tudi ni všeč, ko pridemo k njemu brez vere, kajti nam hoče dati dobre stvari. Vera ni neka cena, s katero bi kupili Božji blagoslov. To je preprosto roka, s katero lahko dosežemo in prejemamo. Vendar pa je milost tista cena, ki nam prinaša vsak blagoslov od Boga. Ni moja vera tista, ki kupi blagoslov, ampak je Jezus kupil blagoslov s svojo krvjo. Jaz pa ga lahko prejmem z rokami vere. Bog nima nobenega razloga, da bi me hotel blagosloviti. Nobenega naravnega razloga ni za to, če že hočete zvedeti resnico. Tega si ne zaslužim, tudi vi si tega ne zaslužite. Vendar sem ga pripravljena sprejeti, da ga imam. Želim si ga imeti in mislim, da prav dejstvo, da ga nismo vredni, napravi vse to čudovito. Čudovito! Popolnoma osupljivo, tako da smo začudeni z odprtimi usti. Rekli boste: dobro, kaj hoče Bog, da storim? To je najtežje vprašanje. Bog, kaj hočeš, da storim? Vi molite in ne vidite svojega izhoda iz težav. Torej, Bog, kaj hočeš, da storim? Raje molite, da boste nehali delati neke stvari. Poskušate raje s slavljenjem ali zahvaljevanjem. Kaj hočeš, da storim? Kaj hočeš, da storim? Bog, kaj hočeš, da storim? Napravil sem že vse, kar morem. Bog, nič ne deluje. Ne vem, kaj naj storim. Veste, še vedno se spominjam, kako sem z vso dramatičnostjo spraševala neki dan. Ali ste sploh kdaj bili dramatični z Bogom? O, ne. Bog, predam se. Vse sem napravila, kar sem lahko, Bog, in nič ni delovalo. Jaz se predam. Po pravici povedano, jaz govorim resnico. Zaslišala sem Svetega Duha z vso vnemo prešepotovati. A res? Zares? Spominjam se tistega, zares, in mislila sem, dobro, zakaj s takšno vnemo, in potem kar naenkrat pride k meni kako razodetje, kajti edini čas, ko Bog lahko deluje, je teh nekaj trenutkov v našem življenju, ko se toliko ostavimo z delom mesa, da lahko izgovorimo: Bog, jaz tega ne zmorem, če se bo karkoli uredilo, boš to ti. A zares? Kot da bi bil Bog presenečen nad tem. Dajte no, ali sploh kdaj govorite z Bogom na dramatičen način? O, jaz tega ne morem sprejeti, tako ne gre več naprej. Nekateri izmed vas govorite Bogu: Bog, če ne bom slišal tvoje besede na tem seminarju, ne morem več naprej. Poglejte me, da, seveda boste šli naprej, ker Bog ne bo dopustil, da tako končate. Prav, poglejmo Janezov evangelij 6:28. Tedaj so mu rekli: kaj naj storimo? Ali ni to lepo? Da bomo delali Božja dela iz navade.
Kaj potrebujemo, da izpolnimo to, kar zahteva Bog? Nekateri so me oni dan spraševali in Bog je zares deloval po njih, ko so čakali nanj in so se spraševali, kaj naj storim med tem, ko čakam na Boga. Ali ni to vsa poanta? Kaj naj storimo? Kaj Bog zahteva? Sama imam rada to vrstico in v 29. vrstici Jezus odgovarja, to je delo, služenje, ki ga Bog zahteva od vas. Božje delo je to, da verujete. Vidite, da je to takšen šok za nekatere, ki ste deloholiki. Ste kakor... Dobro, jaz verujem, ampak kaj še? Zagotovo veste, če vam Bog nekaj pove, potem ga moramo ubogati. Vendar smo velikokrat v delih mesa in potem zgrešimo delo, ki bi Bog hotel, da ga opravimo. Vpletemo se v nekaj, kar jaz pravim delo, ki ne funkcionira. In potem postanemo popolnoma frustrirani, zato ker ne plavamo v milosti. Poskušamo delovati v lastnih močeh, kakor da bi bili mlajši brat Svetega Duha. Sprašujem se, ko sem kupila tisto knjigo o odpuščanju od Joyce, kjer sem počrtala nekatere stvari in jo pustila doma odprto na mizi, sprašujem se, če bo moj mož to prebral. Mislim, da sedaj poznate rdečo nit. Rada imam vrstico iz Janeza 11:40. Jezus je rekel, ti mar nisem rekel, da boš videla Božjo slavo, če boš verovala. Ali ni to čudovito? Kaj hočeš, da storim? Veruj. Dobro, vsakeč, ko se postavite v držo pokorščine, verovanja ali da prejmemo nekaj po veri, lahko računate na to, da bo prišel strah. Strah bo prišel, vendar ga lahko vsakeč srečamo z vero in rečemo, ne bo me strah. Ne bom se bal. Hebrejcem 11:1. Je pa vera temelj tega, kar kdo upa, prepričanje o stvareh, ki jih ne vidimo. Poglejte sedaj na to. Vera nima nič opraviti s tem, kar vidimo ali čutimo. Vera je nekaj v našem notranjem srcu, ki nam pravi, v srcu, Bog je dober, Bog drži svojo besedo in če On pravi, da bo to izvršil, potem jaz to verujem. Ne briga me, kaj čutim ali kaj vidim ali kaj pravi kdorkoli drug ali kako dolgo bo to trajalo. Vi morate razumeti, kaj je vera, kajti če predpostavljate, da je nekaj, kar bi morali čutiti, boste zgrešili vso stvar. Ne čutim, da me Bog ljubi. Nikoli tega ne recite. Nikar ne recite, ne čutim, da me Bog ljubi. Dovolj dobro poznam Sveto pismo, da lahko rečem, ni mi mar, kako se počutim, sem potopljen v njegovo ljubezen. Po njegovi ljubezni sem več kakor zmagovalec v Kristusu. Bog me ljubi, On me brezpogojno ljubi. Ko sem bila še sovražnica križa, je On zame umrl in me ljubil. A vam lahko povem, da vas Bog ne bo ljubil nič bolj, kot vas ljubi prav sedaj, ta trenutek? Dajte no, pravim, da vas Bog ne bo nič bolj ljubil, kakor vas ljubi prav sedaj v tem trenutku. Rekli boste, dobro, kaj pa, če se začnem boljše obnašati? Ne, On vas ne bo nič bolj ljubil, kot vas ljubi prav sedaj. On se bo tega veselil, kajti takšna pokorščina bo odprla novo stopnjo, da bo Bog lahko bolj deloval v vašem življenju. Vendar vas ne bo nič bolj ljubil, kot vas ljubi prav sedaj. Bog ljubi tudi tiste, ki še niso odrešeni, kakor ljubi te izmed nas, ki si mislijo, da so najbolj religiozni ljudje. Mi nismo pokorni Bogu v zameno za ljubezen. Pokorni smo Mu, ker nas je On prvi ljubil. In mi se odzovemo na to ljubezen z začudenjem, da nas sploh lahko ljubi.
Strah je sovražnik vere. Na svetu ima vse svoje nasprotje in ne morem se spomniti nečesa, kar ga ne bi imelo. Veste, če delamo v veri in da ima to neko korist, je tu primešan tudi strah. Rekli boste, ne bi rad imel vse te opozicije. Veste kaj, mogoče boste presenečeni, kajti če ne bi bilo nasprotovanja, bi bili v večjem neredu, ali pa bili v največjem neredu, kakor kdajkoli. Mislim na čebele, ki so jih z raketo ponesli v vesolje in v breztežnostnem prostoru, brez privlačnosti Zemlje, jim ni bilo potrebno niti zamahniti s krilci, saj so samo lebdele naokrog, v breztežnostnem prostoru, nobenega nasprotovanja, ni zamahov s krilci, samo mirno lebdenje. In konec zgodbe, da so uživale v poletu, vendar so nazadnje umrle. To je natanko tisto, kar bi se zgodilo z nami, če bi samo letali naokrog. Aleluja, aleluja. Če je vse, kar počnemo, le letanje naokrog in si mislimo, da smo duhovni, če se nam ni potrebno z ničimer ukvarjati, potem se ne bomo nikoli razvili. Ne bomo rasli. Majhen orel ima, ko se izvali na koncu kljuna majhen zobek. In ko je še v luščini, uporabi ta majhen zobek, da kljuva in tolče. Pek, 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 pek. Mislim, ure in včasih celo dneve. Pek, pek, pek. In končno napravi majhno odprtino in nato zopet kljuva in tolče. Pek, pek, pek. Zdaj poznate pot, na kateri smo, ko moramo tolči in tolči, pek, pek. In smo že, daj no, Gospod. Dovolj je že tega tolčenja. A me lahko spraviš stran od tod? No. Nekdo je govoril, da je videl majhnega orla, ki je poskušal priti ven iz luščine in mu je pomagal. Ampak to ni uspelo, poginil je. Orel potrebuje nasprotovanje, da postane močan. In tudi mi rabimo nasprotovanje, da postanemo močni. Amen. Naslednjice spomnite, ko bodo stvari trajale nekoliko dlje, kot bi sami radi, in recite, hudič, jaz bom še kar tolkel, pek, 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 da se pretolčem v veri. Vse na svetu ima svoje nasprotovanje. Da je lahko dobro, mora biti tudi slabo. Drugače ne bi nihče vedel, kaj je dobro. Ljubezen in sovraštvo, potrtost, veselje, strogost, prijaznost, trušč, mir, pozitivno, negativno, dobrota, lakomnost, svetloba, tema, strah, vera, priložnost, nasprotovanje. In veste, da mi vidimo nasprotovanje vsakem izmed njih. Bog nam daje eno in hudič pride ter nam ponudi drugo, ko poskuša ukrasti to, kar nam je dal Bog. Vendar mi moramo vztrajati pri našem tolčenju. Mislim, da bom spremenila ime v tolkalo vire. Veste, zakaj so negativne sile? Zato, ker Bog noče imeti robotov, ki bi mu samodejno služili, kajti to bi bilo edino, kar bi zmogli. Ali veste, zakaj je Bog ustvaril človeka? Želel je prijateljstvo. Ustvaril nas je za prijateljstvo, za odnose. Hotel je nekoga, da bi bil z njim v odnosu in nas je ustvaril po svoji podobi, kajti zelo fino je, če imaš prijatelja, ki ti je podoben. Veste, rada imam svojega psa, vendar nimam istega prijateljstva s svojim psom, kot ga imam do resnično dobrega prijatelja. No, včasih že, vendar ne do te mere.
Bog daje te nasprotne stvari, ker hoče, da sami izberemo, dal nam je svobodno voljo. Naše izbire so najbolj pomembne stvari, ki jih napravimo v svojem življenju. Najbolj pomembne stvari. Vsaka odločitev je seme, ki ga posejemo in prinese neko določeno žetev v našem življenju. Ko imamo prednost, da vodimo ljudi k Kristusu in vedno govorimo, to je najbolj pomembna odločitev, ki jo kdajkoli napravite. Vi lahko naredite odločitve, da se ne uprete strahu, tako da mu dopustite, da vas vodi, kajti bilo bi malo napora, ko bi se mu uprli. Mogoče bi vam bilo včasih nelagodno, vendar to je vaša odločitev in vi boste želi ugodnosti, da ste dopustili strahu vaše življenje, kar pa pomeni, da ne boste v polnosti okušali vsega, kar je Bog pripravil za vas. Bog vas ljubi, šli boste v nebesa, vendar tam bodo stvari, ki ste jih zgrešili tukaj in jih je Bog pripravil za vas in jih ne bo mogel razširiti nad vas, če se ne naučite, kako razvijati vašo vero in biti pogumni in drzni. Veste, a v resnici mislite, da bi lahko delala jaz to, kar delam, če bi bila plašna in ustrahovana? Ne, nikakor ne. Tega ne bi mogla početi. Dobro, Joyce, ti si po naravi pogumna. Dobro, veste, na nek način sem, na drug način pa spet nisem. Mnoge stvari so bile, ko me je bilo strah. Mnoge stvari, ki me jih je bilo strah. 5. Mojzesova knjiga 30:19. Pred tabo sem postavil življenje in smrt, blagoslov in prekletstvo. Bog, a mi ne bi mogel dati samo dobrih stvari? Pred tabo sem postavil življenje in smrt, dobro in slabo. Izberi življenje, da bo živel ti in tvoji potomci. Mi moramo biti odgovorni za naše odločitve. Amen. Radi bi prevzeli odgovornost za dobre odločitve, tiste, ki uspevajo. O, da, slava Gospodu. Vendar pa moramo prevzeti odgovornost tudi za slabe odločitve. Poglejmo k Janezu 14:27. Mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem. Jaz vam ga dajem, a ne kakor ga daje svet. Vaše srce naj se ne vznemirja in ne plaši. No, ne morem si pomagati, kako se počutim. Da občutite strah še ne pomeni, da ste strahopetni. Ko ste strahopetni, kopljete po tem občutku in delujete, kar vam strah naroča, namesto da bi delali to, kar vam Bog naroča. Amen. Naj vam še enkrat ponovim. Ne bodite plašni. Ne dopustite, da bi vaše srce bilo ustrahovane. Rekli boste, ne morem si pomagati. Mi ne govorimo o tem, kako se počutite. Da občutite strah, še ne pomeni, da ste prestrašeni. Če ste prestrašeni, kopljete po tem občutku in delujete, kar vam strah naroča, namesto da bi delali to, kar vam Bog naroča. Naj bom jasna. Če se bojite globoke vode, vam ne bom svetovala, da se danes greste potapljati, da bi nekaj dokazali. Nekdo me je vprašal onji dan, če sem dobra plavalka. Odgovorila sem, recimo takole, če padem notri, potem je bolje, da se tudi ti pridružiš. Vendar mi ni treba tega storiti. Tega mi Bog ne naroča. Jaz govorim o stvareh, ki nam jih Bog govori, da jih storimo. 1. Janezovo pismo 4 pravi, strah napravi stisko. Strah napravi stisko. Sedaj je jasno, da je edini način, da premagamo strah, ko spoznamo popolno ljubezen, ki jo ima Bog za nas. 1. Janezovo pismo 4:16-18. Popolna ljubezen prežene strah. In tisti, ki ga je strah, še ni spoznal odličnosti ljubezni v njem. Bolj, ko se zavedamo in imamo razsvetljenje o tem, kako zelo nas Bog ljubi, manj nas je strah, kajti imamo vero kot majhni otroci. Moj očka bo skrbel zame. Veste kaj, če smo odkriti, tudi če ne dobimo tega, kar želimo, bi nas ne smelo skrbeti toliko, kajti mi tako zelo zaupamo očetu,
da vemo, kar nam on da, bo bolje, kakor to, kar hočemo sami. Amen. To nam daje takšen mir. Lahko vam povem, da ko sem si sama prizadevala vsa ta leta, da sem pridobila to, kar sem hotela, sem bila tako bedna. Sedaj si domišljam, da sem pridobila nekaj pravih ljudi. Da. Dobro, vi veste kaj? Zakaj se ne predate? Zakaj mučite sami sebe? Samo recite, če se bo to zgodilo, Bog, si ti edini, ki bo to storil, in če hočeš to storiti, te pri tem nihče ne bo ustavil. Če pa ti tega nočeš, ne bom vztrajala pri tem. In veste, da je eno izmed največjih področij, kjer dvigujemo toliko prahu, ko vidimo, da se zgodi pri drugih to, kar bi si sami želeli zase. Dajte no. Ne preslišite tega, kar vam pravim. Rekla sem, da je eden izmed največjih problemov, ki ga imamo, o čemer dvigujemo prah, da želimo spremembo v naših otrocih, osebi, s katerim smo poročeni, v naših starših. Veste, kaj sem končno ugotovila? Nekoga ne morete pripraviti do tega, da bi ljubil Boga. Ni pomembno, kako dolgo poskušamo, vendar ga ne moremo pripraviti, da ljubi Boga. Mi lahko živimo pred njimi tako, da bodo po pravici ljubosumni na nas. Lahko smo sol, jih naredimo žejne, vendar ne moremo napraviti njihove odločitve. Če Bog tega ne zmore, vi zagotovo tega ne zmorete. Ena izmed najtežjih stvari je gledati nekoga, ki ga ljubite, da naredi slabo odločitev. Rekli boste, vse, kar lahko storim, je, da molim. Naj vam nekaj povem, to je najmočnejša stvar, ki jo lahko storimo. Vendar, ko pride do tega, bo Bog še vedno ščitil osebno svobodo te osebe, da vsak napravi svojo lastno odločitev. Amen. Ko molimo, dajemo Bogu priložnost, da deluje. Nadaljujte z molitvijo, vendar če izgubljate vedrost, to ne izboljša stvari. Ne dopustite, da vas vaše srce vznemirja ali plaši. Ne dopustite, da ste vznemirjeni in zbegani. Ne dopustite sami sebi, da ste polni strahu, prestrašenosti, strahopetnosti in nemira. Ali ni Janez 14:27 čudovit? Poglejte sedaj, če sedaj postavite vse nazaj in realistično pogledate nazaj, nam vsem daje odgovornost. Ni nam rekel, molite in bom vse uredil. Rekli boste, torej, zakaj molim? Za moč, pogum, za zaupanje in za drznost. Za moč, da karkoli pride, zdržimo z dobrim razpoloženjem. Da nikoli ne obupamo, da nikoli ne prenehamo, da imamo nasmeh na obrazu tudi tedaj, ko nas tako močno boli, da ne bi mogli zdržati. Ne, da se takšnim delamo, ampak da date hudiču znamenja, da ne bo ukradil vašega veselja. In ne bodite prestrašeni ali ustrahovani v ničemer od vaših nasprotnikov, kajti stanovitnost in neustrašnost. Ko nastopi strah, kakšna bi morala biti naša drža? Da bi bili stanovitni, da bi šli naprej in naredili en korak za drugim. Kajti takšna stanovitnost in neustrašnost bo gotovo znamenje, dokaz in pečat tem vašim sovražnikom, njihovemu grozečemu propadu, vendar zagotovo priznanje vaše odrešitve od Boga. To je skoraj tako, kakor da smo v boju. Tam je Bog, ki gleda in hudič gleda. Če pa ostanemo stanovitni in trdni, je to znamenje za Boga, da resnično imamo vero in zaupanje vanj. Prav tako pa je znamenje hudičev, da so njegovi dnevi šteti. Amen. Ko darujem misionarski skupini Joyce Meyer, čutim, da sem blagoslov za druge, ker ko ti daruješ njim, se oni razdajo za druge. Nekdo mora plačati, da se oddaje posname in predvajajo, da se lahko natisnejo knjige, ki jih beremo in se toliko iz njih naučimo. Če ti daruješ njim, v resnici daruješ vsem, mnogim ljudem po vsem svetu. Biti partner misionarske skupine Joyce Meyer je zame priložnost povrniti za dobroto. Ti si tu.
Predvajana oddaja je bila plačana strani prijateljev in sodelavcev misijonarske skupine Joyce Meyer.